Mitja, ajde, stani, kdo bo kuhal? Oj, vaš Mitja Merzel. Na obisku sem pri očetu. Kot verjetno veste, je priznan ribiški pisatelj in producent. Predvsem pa je poznavalec ribiške kulinarike in pa ljubitelj dobrega vina. Moj dragi sin si je zaželel ščuko, kot jo je zelo rad jedel še kot otrok. Ščuka ima izredno nežno, belo meso, najmanj mastno od vseh rib. Se pravi, zelo je bila cenjena v ljubljanski meščanski kuhinji, kar pa vleče korenine še od Emone. Se pravi, tudi Rimljani so jo zelo radi uživali. Pripravil jo bom na način, ki ga ima Mitja najrajši, se pravi panonska ščuka na talandari. Recept je zelo preprost: sol, dobra rdeča paprika, pšenični zdrob in pa kozarec dobrega vina. Ker je suha, da se bo to vse skupaj bolj prijelo. Potem bom solil. Polovico jo bom takoj solil. Paprike. Tako, premešam in s tem posujem lepo. Takole. Še obrnem. V naših ribarnicah ščuko težko dobite. Najlažje pridete do nje, če imate kakšnega ribiča med znanci ali pa pridete na ribolov v Posavje. Ter nas jo imamo. Zmešali smo rdečo papriko, sol in pšenični zdrob, ribo posul s tem, rabimo maščobo za pečenje in pa kozarec dobrega vina. Kozarec dobrega vina ni za ribo, za kuhanje. Odlična ščuka bo. Tako, zdaj pa talandara. Takole. Ščuka se lepo peče na talandari. Talandara je železni krožnik. Ta način priprave izhaja iz Srbije, se pravi pečenja, način začinjenja pa iz Hrvaške oziroma iz Podonavja, tam kjer uporabljajo papriko. Lepo se peče. Vse poznate tisti pregovor, da riba mora 3-krat plavati v vodi, olju in vinu. Meso ščuke je zelo nežno, tako da ga ne pečete predolgo. Najboljša je posavska ščuka. Evo, sine, ščukica panonska na talandari s tvojo čemaževo omako. Odlično. Najlepša hvala. Ajde. Pa na zdravje. Tudi na zdravje vam.
brez vsakega kruha ali pa krompirja. Odlično. Kot včasih. Hvala, oči. Hvala, oče. Ribe in vino naredijo življenje fino. Dobrodošli v Posavje.